Pozdravljeni v intervjujih z našimi alumni Škofijske klasične gimnazije. Danes se bomo pogovarjali z prav posebnim alumnom prve generacije Škofijske klasične gimnazije, ki še danes hodi po naših hodnikih. To je profesor Mitja Štih. Lepo pozdravljen. Lep pozdrav. Torej, če bi se predstavil komorkoli, recimo, ki te še ne pozna, kdo je danes Mitja Štih? Verjetno, da bi najprej povedal mož, oče 3 odraščajočih otrok, sicer pa v službi učitelj na Škofijski klasični gimnaziji in koordinator oddaje prostorov. Kdo pa si bil recimo v otroštvu? Če se vrneva v tvoje otroštvo, v osnovno šolo, kaj si takrat želel postati? Kaj ti je bilo tisto, kakšen otrok si bil in kaj te je na to pripeljalo na Škofijsko klasično gimnazijo? Zdaj verjetno največ vplivalo to, kje sem gor rasel, namreč na Dolenjskem, v eni vasi, in želja je sicer bila, da ne bi bil kmet delavec kot tata, ampak kaj več, kjer sem zelo rad živali. Doma smo imeli vse vrste živali, od zajcev, rac, kokoši, pujsov, krav, konja, ovc, mislim, da nisem česa spustil, sem si želel postati veterinar. Tako da potem pa, ko sem se vpisal na Škofijsko klasično gimnazijo, pa se je to spremenilo, in me je bolj začel pritegniti pedagoški poklic. Kako pa to, da si se vpisal na Škofijsko klasično gimnazijo? Če si hotel postati veterinar, kaj te je pa tisto? Najprej je bila želja, res biti veterinar, ampak svetovalni delavci, ki so takrat prišli na osnovno šolo, so jim povedali, da šole za veterinarja ni. Torej za veterinarja v smislu veterinarja z diplomo, in da je treba narediti gimnazijo. Zato sem se najprej hotel sicer vpisati v najbližjo gimnazijo, to je bila gimnazija Novo mesto. In potem je, mislim, da stara mama prebrala v družini, da se odpira ena nova gimnazija, Škofijska gimnazija v Ljubljani, in sem šel pogledat in pristal tukaj. Zanimivo. Ko si se ti vpisoval v gimnazijo, torej si rekel, da se odpira nova gimnazija. Torej, kaj ste bili prva generacija Škofijske klasične gimnazije? Mislim, kako je to izgledalo, kaj bi recimo rekel? Če začnem čisto na začetku. Ko je bilo oznanjeno v družini, da je informativni dan na nastopajoči gimnaziji, sem se samo odpravil z sestro, in najprej je bila težava v Šentvidu najti gimnazijo, namreč vztrajno so naj pošiljali na Šentviško gimnazijo, ker tukaj sploh niso vedeli, da se kaj dogaja. Potem so našli eno starejšo gospo, ki se je spomnila, da se nekaj dela v nekdanji vojašnici, da je to najbrž tukaj. In potem so prišla sem, sicer tam po Vrtnarska cesta, ta Makedanska cesta. In je bil tak zanimiv efekt. Velika stavba, lepa stavba, ampak takrat je ravno vojska dobro odšla. Skratka, jaz sem v spominu, da je bilo celo kakšno okno ali razvito, ali so pa že okna menjali. In ko sva vstopila noter v stavbo, to veličastno preddverje, ki ga imamo danes, takrat je bilo precej bogo. Recimo iz kakšne stene so bile kakšne žice ven, ograje so bile razvite, stopnice so bile zrabljene, sicer so še zdaj, ampak takrat je bilo to videti slabše. In potem je bil tam prostor, kjer je potekal informativni dan, in očitno so me prepričali, kot če ostalih 150, 160, da sem se samo vpisal. Je pa res, da tudi ob vpisu je bilo stanje še nič kaj zelo drugačno, razen soba, v kateri smo se vpisali, je bila lepo urejena in pobeljena. Na prvi šolski dan pa je bila situacija že precej drugačna. Torej, beli hodniki, to so takrat vsi pisali o belih hodnikih in črnih profesorjih, ampak o tem mogoče še več kasneje. Torej, v bistvu si bil prva generacija po vojne Škofijske klasične gimnazije. Zdaj moram priznati, da tudi prej nisem kaj dosti vedel o tem, da je že obstajala kakšna gimnazija tukaj, jaz sem se vpisal na Škofijsko gimnazijo in sem potem tekom gimnazije izvedel kaj več o zgodovini. Je pa res, da sem v to čast pravzaprav ali pa in blagoslov, da sem lahko postal del prve generacije, ki je rasla skupaj s to hišo. In se mi zdi, da mogoče tudi zato, da nas lažje mogoče en drugačen odnos, kot tisti, ki so prišli že v stavbo, ki je nastala, ker smo se res prvo leto vsi poznali in potem smo dodajali še nove generacije in stavba je rasla pravzaprav z nami. Vse je bilo gradbišče, cel čas tvojega prvega letnika, celo več? Mislim, da kar ves čas, namreč študentskega doma še ni bilo. Ko sem jaz maturiral, študentski dom še ni obstajal.
Tako da ta del, ker je študentski dom, je bil še v gradbišču. Glede na to, da si bil z Dolenjske, si verjetno hotel bivati v dijaškem domu, ker verjetno se nisi vsak dan vozil. Pravzaprav sem moral. Ja, tako. In če ni obstajal, kje pa ste potem imeli študentski dom oziroma dijaški dom? Bili smo gostje v dijaškem domu na Taboru. In sicer je takrat stavba D se imenoval tisti del doma, ki so ga ravno vračali cerkvi. Torej, danes je v tej stavbi študentski dom in Cenci. Kot študent sem potem tudi bival v tem domu, to je bilo tudi zanimivo. No in sicer v spodnjem nadstropju smo stanovali škofici, vsi v enem nadstropju. In imeli smo vzgojiteljico, ki so nam jo dali iz dijaškega doma Tabor in pa ravnatelja dijaškega doma, nastajajočega dijaškega doma. To je bil pa zdajšnji nadškof mariborski Lojze. Ja, fajn gospod. In to ste se potem z avtobusi ali ste hodili pešo doma? Vsako jutro je tam pri Cerku Srca Jezusovega na Taboru pripeljal avtobus in potem smo se peljali sem in takoj po pouku spet nazaj. Ne? Torej, teh krožkov, jaz jih ne spomnim par letnikov, da bi sploh kaj bilo, pač zadeva bila še nastavljena in smo šli takoj nazaj. Ne? Se mogoče spomniš kakšnega zanimivega dogodka tako izza časa Škofijske klasične gimnazije, ko si tukaj obiskoval šolo? Recimo, kakšnega take anekdote, ki najbolj opiše vzdušje takratne gimnazije? Zdaj sem se bal te besede anekdota, ker ugotavljam, da včasih, kar je meni anekdotično in smešno, drugem ni smešno, to mogoče raje bolj kakšen dogodek. No, zdaj verjetno je bilo cel kup dogodkov, ampak recimo jaz se spomnim mogoče prvega koncerta, verjetno bo o tem še kakšno rekla, v naši dvorani Matija Tomca, ki ni bil primerljiv z koncerti, kakršne imajo naši zbori danes. Tudi vmes med poukom se mi zdi, da so se dogajale zelo zanimive stvari, pa tudi mogoče včasih kakšne napake na testih so bile zelo zanimive. Mogoče niti ne bi izpostavljal, da ne bi izpostavil koga. A so bili testi veliko težji, kot so danes? Ja. Mislim, občutek je bil tak, je pa res, da prva generacija, vpisali smo se vsi, ki smo se želeli vpisati. Torej, nismo bili zbrani, ampak včasih pravim, da smo bili te pogumni. Namreč gimnazija se je odpirala, v resnici nismo vedeli, kaj bo. In pač nabrali se nas je ravno dovolj, da je gimnazija lahko stekla. Kar se je tudi poznalo potem ob koncu prvega letnika, ko jih je kar veliko ne obupalo, ampak jih ni naredilo letnika. Tako da v tem smislu se mi zdi, da je bila gimnazija težja kot danes. Je pa res, da je bil to začetek. Ko si omenil koncert zbora in tako naprej. Naša gimnazija je zelo znana po zborovskem petju, imamo res veliko zborov in je res velik poudarek na glasbi. Kakšno pa je bilo to zborovski duh, zborovsko vzdušje takrat? Jaz se spomnim takrat profesor Damjan Močnik, nas je učil glasbo in hkrati imel že vizijo zborovske piramide. To, kar zdaj je dejansko zraslo v njegovi glavi in je bilo prisotno že ves čas. Ampak prvo leto pri zboru smo peli vsi, ki smo tam peli. In se spomnim tega prvega koncerta, ko smo odpeli, še zdaj si včasih brundam kakšno pesem doma, iz tistega koncerta. Ampak se spomnim, ko smo končali peti, ni bilo ne vem kaj, ampak aplavz je bil neverjeten in navdušenje neverjetno, tako da po mojem smo se tisti na odru spraševali, ali ploskajo nam, ali so na kakšnem drugem koncertu. Skratka, začetki so bili pač taki, kot so bili, no potem pa je začela stvar rasti. Tako da potem je nastal komorni zbor takrat, torej zdaj mešani zbor, in potem proti koncu, 3., 4. letnik, tudi že dekliški zbor. Tako da se je ta piramida iz glave profesorja Močnika počasi začela seliti v realnost in imam občutek, da še zdaj raste. Še to vprašanje, a so bile generacije večje, kot so zdaj, a so bile manjše, oziroma vaša prva generacija, in to je bila že v bistvu mešana gimnazija, so bile tako dekleta kot fantje, ker prva gimnazija, takrat še pred vojna, so bili samo fantje. Tako, to je bila že mešana, imam občutek, da bo že takrat več deklet kot fantov, potem pri vseh naslednjih generacijah, kjer so prišli tisti, ki so se kvalificirali, je bilo pa deklet še bistveno več. Tako da verjetno tudi med tistimi, ki so ostali v prvem letniku, je bilo več fantov, predvidevamo, skratka. Je bilo pa res zanimivo spremljati to rast zavoda z vsako novo generacijo.
Je bil morda na gimnaziji kakšen profesor ali zaposlen, ki ti je bil prav posebej v navdih in je v bistvu mogoče vplival tudi na to, kaj si danes ti kot ti? Ja, gotovo. Zdaj, sicer hitreje je bilo, če bi povedal, kdo mogoče ni, ne, se heca. Torej, velikih je bilo. Zdaj, gotovo najprej razrednik, ki je bil sicer profesor matematike, profesor Gregor Pavlič. No, jaz pa matematika se nikoli nisem bila na ti, ampak s profesorjem smo se pa vsi dobro razumeli kot za osebo. In tudi kasneje, ko sem se vrnil na gimnazijo, najprej kot pripravnik, in potem kot učitelj, se mi zdi, da pač sem čutil, da pri profesorju Gregorju Pavliču lahko vedno najdem tudi kakšen nasvet izven pouka. Recimo on je pač en tak prvi, potem pa kar se tiče študija, pač ja, gotovo profesor Jenejčič in vpliv na zgodovino, potem profesor Korinčič, Jože Korinčič, ki nas je imel slovenščino, predvsem njegovo navdušenje nad književnostjo, ki je tudi vplivalo potem na moj soštudij, potem knjižničarka, gospa Kodar, pa mislim, dejansko bi lahko našteval pa tajnica, gospa Kastelec, skratka, cel kup ljudi, no, se mi zdi, da in tisti, ki je izbiral zaposlenje, mu res srečno roko, da so to ljudje, ki so navdihovali. Pa je bil ta profesorski zbor takrat manjši, oziroma na splošno zaposlenih je bilo veliko manj v zavodu? Seveda veliko manj, ampak se mi zdi, da so res delovali kot ena trdna enota. Sicer mogoče zdaj v primerjavi, res pa je, da danes gledam na zbornico z drugega konca, se mi zdi, da so bili strogi, da verjetno so imeli tudi naročeno, naj bodo strogi, da se je pač vzpostavila neka raven, sploh v prvi generaciji. Ampak ves čas je bilo čutiti, pač, da gre za nekaj novega, za nekaj, kar se začenja, za nekaj, kar ima namen rasti, in skozi 4 leta smo dobivali potrditev, da je to to. Kaj pa recimo v takrat tistih časih, ko si v gimnazijskih letih, takrat si najstnik. Takrat so te najstniška obdobja, ki je za marsikoga zelo razburljivo potovanje, se bomo tako izrazili. Kako ti je škofijska kaj pomagala pri tem, da si lahko zrastel, si dobil tisto oporo, podporo v tem, da si bil lahko tudi takrat najstnik? Zdaj, mogoče sem sposodil slogan iz ene reklame, ne vem, če je čist primerno, ampak ja, jaz sem občutek, da mi je škofijska dala krila. Namreč ja, pač prišel sem z vasi, in pač tak pač kmečki preprost poba, ki se je tle srečal z mnogimi stvarmi, ki se mu je tle mrskaj odpirala. Mogoče samo za primerjavo, osnovna šola, ki sem obiskoval, je bila sicer prijetna, tudi ocene, ki sem jih s sabo prinesel, so bile zelo visoke, ampak ko se je začel prvi letnik, sem hitro padel na realna tla in gotovo, da so bile nerealne, tako da je gotovo prvo leto zelo vplival tisti trud, torej sploh obstati tukaj, ampak je bilo, se mi zdi, zelo veliko pomoči tudi strani vzgojiteljice, ki je še nisem omenil, gospe Razpotnik, ki se je dejansko učila z nami, predvsem latinščino, čeprav je ni znala, se je naučila na novo latinščino, potem tudi strani profesorjev, skratka pa med seboj smo si zelo veliko dajali podpore. Potem pa tudi škofijska je že takrat bila nagnjena k temu, da se veliko hodi v tujino. To je bilo zame tudi nekaj novega. Do takrat doma, razmišljam, po mojem nismo šli nikamor čez mejo, pač je bil tisti občutek znotraj meje, potem pa kar naenkrat Italija, Dunaj, torej Avstrija, potem Nemčija, svet Italija, tja do Rima, skratka, res so se odprla obzorja. No, pa tudi na osnovni šoli dejansko knjižnica je bila zelo majhna in sem komaj čakal, da je prišla mimo potujoča knjižnica. Tle na Škofijski je pa to bilo bistveno drugače, knjižnica je bila bolj založena. Imam občutek, da zdajle sva ravno v prostoru, kjer je bila prva knjižnica, za gospo Kodar. In ja, pač sem videl, vse to je odpiralo nekako duha, pa dalo tudi tiste smelosti, da sem si pač drznil pomisliti biti kaj drugega kot tisto, kar sem menil, da bom, ko sem prišel. No, kot najstniku se mi zdi, da mi je zelo veliko pomenila tudi ta razredna skupnost. Namreč že od začetka se je na šoli zelo poudarjalo to, da se krepi razredno skupnost, in to je bila zelo precej razlika, glede na ostale šole. Že to, da smo imeli vsak svojo matično učilnico, potem so začeli ti pevski festivali,
In se mi zdi, no, sploh moj razred je zelo rad pel in da nas je to zelo, zelo povezovalo. Ne. Sicer mogoče ena taka negativna ali pa pač realnost, negativna plat je bila, da sem se toliko užival tukaj, da potem domov sem hodil dejansko med vikendi samo še spat. Torej ni bilo, da bi neke stike doma, recimo z nekdanjimi sošolci in to. In to imam občutek, da je včasih še zdaj mogoče težava nekaterih naših dijakov, da jim naša šola nudi dovolj in preveč, da potem ne rabijo ničesar več zraven. Kaj pa potem za naprej, recimo, ko si se vpisal verjetno na fakulteto in tako naprej, in ti je bil prehod zelo težji, ko si recimo zapuščal Škofijsko klasično gimnazijo, ali ti je bilo tako, te je bilo strah, ali ti je bilo čisto drugačno, kako je bilo to? Zdaj se ne spomnim, da bi me bilo zelo strah, se pa spomnim, da je bilo zelo drugače. Namreč prvo je bilo to, da nisem prišel v študentski dom, kamor sem hotel priti, in potem sem bil pač precej oddaljen od Ljubljane, tako da sem zjutraj ponavadi ob 6. že šel na avtobus. In ker sem v dve smeri, torej dopoldne v glavno zgodovino, popoldne pa primerjalno književnost, sem bil več ali manj cel dan v Ljubljani. Skratka, veliko sem bil na faksu, vmes pač, ja, vmes sem hodil na kavo, pa tudi študirati, skratka. Ampak tisto, kar je precej drugače, pa šele takrat smo ugotovili, kako smo bili tukaj v resnici vati. Kako ni bilo tukaj vse prinešeno, kako smo bili na vse opozorjeni 2-krat, 3-krat, 4-krat, ker tam je bilo pa drugače, pa si iskal informacije, pa nisi našel, čeprav si jo iskal, skratka, mogoče to. Pa tudi ta občutek, da tukaj je bilo normalno, da si viren, pa da o tem govoriš, medtem ko tam pa to ni bilo čisto samoumevno. Čeprav se spomnim, da najboljše debate sošolci so bile ravno z nevernimi sošolci, kjer smo šli na kavo in smo potem debatirali o tem, zakaj nekaj ja, zakaj nekaj ne. Skratka, ja. Tako da je bilo drugače. Je bilo drugače, smo se pa gotovo Škofijci bolj držali skupaj. In ker sem šel na filozofsko fakulteto, je bilo tam kar nekaj Škofijcev. Torej, študiral si zgodovino in primerjalno književnost. Kaj te je bilo tisto, kar te je potem vodilo v pedagoške vode? S tem, oziroma ti je na to vplivali tudi profesorji tukaj, in kako to, da si se pol odločil za ta pedagoški, profesorski poklic? Težko bi rekel, da je bil en trenutek rekel tup, da se stvari spremenijo, ampak verjetno res pač ta zgled, ki smo ga imeli od profesorja, od vzgojiteljev v dijaškem domu, pač občutek, da mogoče tista odločitev za delo z živalmi, ki jih imam sicer še vedno rad, ni to, kar bi počel cel življenje, ampak pač nek pedagoški poklic. Zdaj, mogoče je bilo celo ta prvo navdušenje nad poklicem vzgojitelja, pa potem prišlo na pedagoško. In potem, ko sem se odločil za študij, sem pač pogledal, kaj mi je najbolj všeč. In sta se skristalizirale dve stvari, in sicer zgodovina in slovenščina, ampak pri slovenščini samo književni del. In zato sem se potem odločil za študij zgodovine in primerjalne književnosti. Kaj pa tvoje življenje na splošno? Kako je šlo potem, rekel si, da si imaš ženo, otroke in tako naprej, kako sta se ženo spoznala, kam te je pol peljalo življenje po faksu, tudi recimo te stanovanjske problematike, verjamem, da so bile kar zahtevni vidiki, in kako si se pol v življenju znašel, ko si odrasel na nek način? Zdaj, ženo sem spoznal že v 2. letniku študija, namreč povedal sem, da sem želel v študentski dom, in sicer v Vicenci, kjer sem bil prej kot dijak, ampak prvo leto ni uspel, drugo leto sem pa prišel in že prvi večer, sem kot pravi škofijec, šel tam na molitev. In na molitvi je bila tudi moja bodoča žena, in potem pač, ja, so se pač tam videla, začela pogovarjati in čez pol leta mislim, da so bila že para. Takoj po koncu študija sem sicer pričakoval pripravništvo, ampak pač tisto leto ni bilo dovolj pripravništva in nisem bil razporejen. Tako da sredi poletja sem se zavedel, da pripravništva ne bo in da moram poiskati službo. Mislim, da je bilo tisto poletje samo en razpis za učitelja zgodovine in takoj je bilo pač jasno, da nisem pravi kandidat, ker nisem imel strokovnega izpita. In potem sem začel iskati drugje in sem imel občutek, da iščem službo 3 leta, ampak v resnici preko 3 mesecih sem dobil službo, in sicer kot pomočnik učiteljev, ki so izobraževali odrasle.
to je bil razvojno-izobraževalni center v Novem mestu. No, ko sem začel delati, sem gotovo, da v resnici gre večinoma za izobraževanje odraslih Romov, torej odraslih starih od 16 do 26 let. Zanimivo delo, no, ki je potem trajalo 10 mesecev. Po 10 mesecih sem odšel v podjetje, ki se ukvarjajo v glavnem z izdelovanjem kolesarskih dresov in dresov za druge športe po naročilu. Zanimivo delo, ki je trajalo 2 leti. Si bil krojač? Ne, nisem bil krojač, nisem bil šivilja. Pravzaprav sem bil računalniški grafik. Še danes mi ni čisto jasno, kako sem do tega prišel, oziroma mi je jasno. No? Namreč poznali smo, torej družinski prijatelji smo bili z direktorjem tega podjetja in ker se je napovedovala poroka in selitev v Ljubljano, je moj oče tega lastnika vprašal, če ima slučajno kakšno službo zame. In on je vprašal, če znam uporabiti računalniško miško, a ta rekel ja, in sem bil sprejet za grafičnega oblikovalca. Skratka, ja, veliko se je bilo za preučiti, ampak 2 leti je potem to potekalo. Hkrati je pa ves čas bil tisti občutek, da to ni to in da si želim delati v šoli. In zato sem potem vpisal magisterij iz didaktike zgodovine, da bi vsaj teoretično ostal znotraj tega. In ko se je ponudila priložnost, sem se spet prijavil za pripravništvo zgodovine in dobil pripravništvo na Škofijski in tukaj sem še zdaj. Z ženo sta pa živela, potem si rekel, v Ljubljani med tem tvojim delom kot tako, prvo leto celo pod najemnika, potem sva si kupila, oziroma sva začela gledati za stanovanje in sem gotovila, da ja, v Ljubljani to ne bo uspelo in sva začela gledati malo ven iz Ljubljane in sva končala v Logatcu, kjer sva si kupila stanovanje in po 8 letih začela graditi hišo, tudi v Logatcu in se potem tja preselila. Vmes so se seveda zgodili 3 otroci, tako da ja. In kaj te je poleg službe, tako kakšen dogodek, ki te je zelo zaznamoval v življenju? Zdaj gotovo me je zaznamovala najprej poroka in pač življenje na novo, potem rojstvo 3 otrok, potem gradnja hiše in pa ja, verjetno tudi bolezen, ki se je zgodila ravno takrat, ko je bilo vsega pravzaprav največ, tik pred selitvijo v hišo. Ampak ja, je trajalo nekaj let in se mi zdi, da je šlo dobro skozi. Ja, da sem se pa iz tega kaj naučil. V redu, če se pa vrneva zdaj na tvoje pripravništvo oziroma potem na kasneje zaposlitev na Škofijski klasični gimnaziji. Kako je bilo, ko si kar naenkrat postal profesor? Tvoji nekdanji profesori so postali tvoji sodelavci in pa kakšen občutek je to? Ali je zanimiv, ali je bilo kot da ti je vse normalno? Kako je to izgledalo? Zelo zanimiv občutek. Pač, ko naenkrat prideš ne samo na drugo stran katedra. Zdaj, na drugo stran katedra sem prišel sicer že kot študent, najprej na prakso in potem, mislim, da 1 teden po praksi, sem bil poklican, če bi nadomeščal profesora, ki je bil na bolniški. Tako da tisto leto se je začelo, in potem je sledilo še nadomeščanje na neki drugi šoli. Skratka, že kot študent sem se začel počasi uvajati v to življenje na šoli. Zato je mogoče potem tisto občutek, ko sem 3 leta delal drugje, nekaj zelo manjkalo. Drugače pa vrnitev na Škofijsko je bila zanimiva. Do nekaterih profesorjev, vsi so rekli, zdaj se tikamo. Je bilo to zelo težko. Spomnim se profesorja Ralfa Prausmüllerja, velik možakar, in če rekel, da se tikava, to mi je bilo res težko. Potem ne vem, profesorja Korinčiča mi je bilo tudi zelo težko. Ampak ja, se mi pa zdi, da nikoli pa nisem čutil, torej imel kakšnega občutka, da bi bilo težko. Se mi zdi, da so zelo lepo sprejeli. Je pa res, da nas je takrat kar nekaj prišlo nekdanjih dijakov nazaj in smo postali del te zbornice. Katerih pa? Ja, zdaj nekaterih ni več, so si potem izbrali drugo pot, ampak še vedno so pa recimo tukaj profesor Karlin, profesor Osredkar. Ja, raj ne bom našteval več, ne bom koga spustil. Skratka, ja, se nas je kar nekaj nabralo. Skratka, ko ste bili vi dijaki, ste verjetno imeli kot malo strahospoštovanje do profesorjev. Kakšni so dijaki v primerjavi z vami danes? Ali so tudi tako spoštljivi, se ta odnos drugače kaže? Na splošno družba, kako so se spremenili kot
otroci oziroma najstniki? Mislim, da se je družba spremenila, ja, in z njimi tudi najstniki. Ja, ne. Zdaj sem zelo hvaležen, da imam tudi sam najstnike, ker zdaj v resnici lažje razumem te najstnike. Ja, zdaj, ne vem, pod strahu spoštovanja verjetno je bilo, ampak kar se tiče pa spoštovanja, no, se mi zdi, da mogoče zdaj razlika ni toliko v spoštovanju, ampak bolj v načinu komunikacije. Takrat so nas morali skoraj prisiliti, da smo kaj povedali, zdaj tega ni več potrebno, tako da ja, zdaj naši dijaki so zdaj bolj zgovorni, kot so bili včasih. Je pa res, da mogoče zdaj včasih potrebujejo več zunanje motivacije, takrat pač je motivacija bila ali pa je ni bila, v tem smislu. Tako da ja, dijaki so drugačni, ampak ja, tako kot je družba drugačna. Gotovo so bolj sproščeni, tako da marsičem pa tudi zmorejo kaj bistveno več, kot smo zmogli takrat, ali pa se lotijo več. Kaj pa bi rekel, da je tista točka, ker se je najbolj spremenila od te prve generacije, ko ste bili vi na Škofijski, do danes? Kaj je tista stvar, ki je najbolj drugačna? Jaz zdaj mogoče pač bom govoril kot razrednik, sicer letos nisem, ampak prej sem bil kar nekaj časa, se mi zdi, da moja generacija ni toliko iskala meja. Pač smo se zavedali, tukaj so meje in znotraj tega smo si naredili precej udobno. Zdaj mogoče zadnja leta ali pa zdajšnje generacije pa imajo občutek bolj, da morajo poiskati, kje meje so, pa ne zato, da bi jih presegali, ampak da res ugotovijo, če so tam. Ampak tudi to je verjetno stvar družbe, pač takrat, ko je bilo nekaj rečeno, se je verjelo, danes pa se bolj spodbuja k temu, da preizkusi, naredi, skratka, ja, preveri, in temu sledijo verjetno tudi naši dijaki. Kaj pa recimo obratno, je zdaj danes že kakšen tvoj dijak, ki si ga učil del kolektiva oziroma zbornice? Zdaj v osnovni šoli, torej, ker je zavod velik, v osnovni šoli so že nekdanji dijaki, medtem ko prav v tej zbornici ni, razen pač, ko pridejo na kakšna nadomeščanja, takrat pa ja. Je pa res, da je med dijaki najti koga, ki je otrok kakšnega mojega sošolca, moje generacije. Skratka, ja, občutek, da se staram, je kar prisoten. Posebnost je tudi to, da Škofijsko klasično gimnazijo obiskujejo tudi tvoji otroci, vsaj 2 od njih. Eden je že, mislim, da že šel na faks, ta drugi je še tukaj. Kaj ti pomeni to, da otroci hodijo po isti poti, kot si hodil sam? No, zdaj gotovo je to dober občutek, pač, da so otroci sledili v nekem smislu, da vsi 3 otroci sicer obiskujejo Škofijsko gimnazijo, 2 sta hodila, oziroma eden še hodi k nam, hči hodi na Vipavsko. Ampak ja, ne vem, pravzaprav je to neke vrste potrditev, da je ta gimnazija dobra, da otroci to prepoznajo in da želijo temu slediti. Torej, starejši sin je sicer že končal, je že šel študirati, drugi sin še končuje, ampak ja, je pa resno, da ko se je prvi sin sam vpisoval, sem predvsem jaz imel pomisleke, pa ne v smislu, ali mu želim tako dobro gimnazijo, ker sem še vedno prepričan, da je to najboljša pot zanj, ampak kako bova to peljala v srečanjih na hodnikih, pa se mi zdi, da ni bilo težav in da jih tudi pri drugem sinu ni. Je pa res, da je šola tega že vajena, torej mislim, da kar veliko otrok sodelavcev je tudi obiskalo našo gimnazijo. Ja, ampak ta oče, sin, se mi zdi, da je zelo taka razmerje, ko mogoče kdaj se sin ne počuti ravno najbolje, ko oče hodi po hodnikih za njim ali podobno. Ja, zdaj verjetno je to vprašanje bolj za sinova, ampak ja, zaenkrat ni bilo videti kakšne hude travme z tega naslova. Kaj pa kakšen tvoj lep spomin kot profesor Škofijsko klasičnega gimnazija? Imaš kakšen tako spomin, ki ti res ostaja? Tudi teh spominov je sicer cel kup, recimo ekskurzije z dijaki, obiski na duhovnih obnovah, vsakdanji dogodki. No, gotovo pa zdaj en tak dogodek, ki pa sploh odmeva, recimo zadnji maturantski ples naših dijakov, ki je bil hkrati maturantski ples mojega razreda, ki sem bil razrednik, in najstarejšega sina. Tako da pač čustveno tak močan dogodek. Potem pa še za zaključek neko tako splošno vprašanje. Če pod črto potegneš vse, kar si doživel, delo, družina, omenil si tudi bolezen in tako naprej, kaj je tisto, kar se ti zdi v življenju najbolj pomembno?
da temu slediš? No zdaj, ko sem omenila, temu slediš, verjetno sledi svojim sanjama. Se mi zdi, da pač postaviti en cilj, ki je malo nad obzorjem, da mu ves čas slediš. Potem pa upam, da to zdaj pač ne pričakuješ kakšnega filozofskega odgovora ali pa filozofije življenja. Ampak mogoče predvsem to, pač postaviti si nek cilj, ki je dovolj visoko, da ga nikoli ne dosežeš, pa da mu lahko ves čas slediš. Vzeti dogodke, ki pridejo kot dobro, predvsem ponotraniti tiste dobre, ki te nesejo naprej, slabe pa mogoče spremeniti v izzive, ki so premagljivi. Pa hkrati si poln baterije, pač jaz imam to srečo, da si jih lahko polnim tudi vsak dan z družinskim življenjem. In se mi zdi, pač, da to. Torej, če že je to neka filozofija pravzaprav, dati poudarek dobrim stvarem, ostalo pa premagati. Hvala, potem bova pa tukaj s tem vprašanjem zaključila najin pogovor. Se ti zahvaljujem za tvoj čas, hvala za vse tvoje izkušnje in tvoje spomine in ti želim vse dobro še na nadaljnji poti. Srečno.